Lep pozdrav. Pogledali bomo, kako se pripravimo na snemanje in montažo kratkih filmov. Zdaj, tole je napisano sicer za operacijski sistem iOS za Apple, ampak napotki so podobni za vse operacijske sisteme. Torej, nečesa ne bomo snemali kar brez glave, ampak bomo verjetno imeli neki scenarij, kaj moramo posneti in kako. Hitro pa ugotovimo, da ta scenarij, ki je napisan vsaj v glavi, ne bo zadosti, če nimamo tega zapisanega nekje na papirju in je več ljudi v zgodbi, potem imamo hitro težavo, da določenih stvari ne posnamemo. No, za pomoč imajo določeni programi že kar pripravljen neki plan snemanja, kot je tule na levi strani. Ti kar pove, za tak in tak predstavitveni film potrebujemo toliko in toliko posnetkov akcije, toliko skupinskih posnetkov, toliko širokokotnih posnetkov, potem toliko portretov, toliko pokrajinskih in tako naprej. Za torej napotki, ki jih moramo dati tistim, ki grejo nekaj snemati, ne, je poleg tega, da jim predstavimo, kako mora izgledati kader, še kaj hočemo na teh kadrih. To na desni strani imamo primer kadrov za zimsko šolo v naravi, torej jim rečemo smučanje skupine, smučanje posameznika, kako se peljejo z vlečnico, potem odhod na smučišče, vaje na snegu, naj bo posneto tudi ostalo, kot je druženje v sobi, kosilo, tako da lahko potem staršem prikažemo tisto, kar pač želimo prikazati, vsekakor pa moramo pripovedovati zgodbo in pa tisto, kar je v današnjih filmih in je zelo moteče, da nekdo dirja okrog s kamero levo, desno, naprej, nazaj, to je premikanje kamere in je zelo, zelo moteče, sploh v kratkih filmih, kjer je kader že tako ali tako kratek in potem, če se še nekdo premika s kamero, izgleda, kot da se mu kamera trese. No, torej snemamo nekako bolj ali manj niz statičnih kadrov, drugače pa, če si ne morete zapomniti, kako to hecno izgleda, se spomnite filma Mister Bean, ki je šel na počitnice na francosko obalo in je potem s kamero divjal naprej, nazaj, levo, desno in je to tudi v bistvu nekako komični vložek v tistem filmu, kako se pač naj ne dela. Kar se tiče dolžine kadra, je to odvisno od žanra filma, seveda cene predvajanja, velikosti zaslona, in lahko si mislimo, da če delate profesionalen posnetek in ga predvajate pred TV-dnevnikom, je cena ene sekunde reklame na televiziji 60 evrov. Seveda v takem primeru se ne čudite, da tisto obvestilo o posvetovanju z zdravnikom ali farmacevtom posnamejo v eni sekundi. Kar se tiče velikosti zaslona, je treba računati, da če to gledate na platnu, potrebujete nekaj časa, da boste pregledali celo platno, zato so tam kadri malo daljši, medtem ko za monitor ali za telefon so ti kadri lahko krajši. Vsekakor lahko posnamemo več, kajti v montaži bomo potem rezali. Zdaj, pri planih so različni plani, splošni, total, srednji, bližnji, pa bomo tule kar malo pogledali, torej splošni plan, potem srednji, kjer vidimo celega človeka, pol človeka, samo del ali obraz in pa potem detajli. Kar se tiče kota snemanja, je pomembno, da je kot snemanja v primerni višini. Primerna višina, recimo za otroke in živali, je iz njihove višine. Nikakor ne snemamo otroke, kar je za šolo zelo pomembno, ne snemamo iz naše stojne višine, ampak se usedemo, počepnemo in otroke snemamo iz njihove višine. Posnetki bodo bistveno boljši, bistveno lepši in tudi mikavnejši. Seveda to uporabimo več kotov snemanja, zato tudi ni slabo, če kaj snemate, da uporabite 2 ali 3 snemalce in potem vzamete kot, ki vam najbolj ustreza. Kar se tiče kompozicije, kompozicija je stvar, ki jo obravnavamo tudi v likovni teoriji in
pri fotografiji. No, v glavnem imamo centralno, diagonalno, zlati rez, pravilo tretjin je zlati rez. No, poglejmo malo, centralna kompozicija, diagonalna kompozicija, zlati rez. In pa seveda posneti je treba zgodbo. Brez zgodbe ni nič, tudi v samih posnetkih, ker je samo en posnetek fotografija, ali je v tistem posnetku zgodba. Zdaj, kar se tiče priročne opreme za šole, poleg telefonov, ki so zelo priročni, lahko uporabite tudi dodatke, kot so mikrofoni, kakšne dodatne kamere, majhne kamerice, ni treba, da je ravno GoPro, ker je tudi kar precej zelo poceni kamer s temi lastnostmi. Potem vsekakor je pa treba spoznati kamero, pripovedovati zgodbo, čim manj premikati kamero, čim manj zoomirati, kot smo že prej povedali, gre za premikanje kamere naprej in nazaj, in pa snemajmo kadre, kot je bilo prej prikazano. Zdaj uporabljamo plane, upoštevamo svetlobo, ne varčujemo z snemanjem, temu smo včasih rekli s filmom, in potem tisto, kar potrebujemo, režemo. Pri montaži imamo dve možnosti, in ena možnost je, da posnamemo kratek film ali trailerček ali pa film movie. Pri obeh dveh gre za bistveno razliko. Pri trailerju je že vse pripravljeno, torej pripravljeno je tako glasba kot tip prehoda, medtem ko in pa dolžina trajanja filma. Mi noter samo vstavimo že vnaprej pripravljene že vnaprej pripravljeno dolžino kadra, samo svoj film, in pa v vmesnih prehodih lahko dopišemo svoje tekste. Medtem ko in ti trailerčki so ponavadi dolgi minuto, dve, tri maksimalno. Kar se pa tiče samega filma, tu pa nimamo omejitev, lahko vse delamo po svoje, vsekakor pa priporočam, da začnete z trailerčkom, kajti naučili se boste osnov snemanja in montaže in boste videli, da lahko z filmom, kot je 1, 2 ali 3 minutni film, poveste zelo veliko. Zdaj, kako to izgleda? Vsak program ima nek montažni pano, znotraj katerega lahko vstavljate filme, ki jih jemljete iz vaše zakladnice filmov. Prvi kader 0,8 sekunde, drugi 1,2, tretji 1,8 in tako naprej. Tisto, kar je tule napisano na modri podlagi, to pač lahko po svoje napišete, tako kot vam ustreza glede na vsebino samega filma. Zanimivo in tudi zelo profesionalno izgledajo ti trailerčki zaradi tega, ker že imajo vnaprej pripravljene prehode in seveda tudi temu primerno glasbo. Pri montaži filma je pa tako, da seveda lahko režete, dodajate zvok, dodajate glasbo in pa razne efekte. No, kar se glasbe tiče, bodite pozorni, da ne bi uporabljali kar kakršnekoli glasbe, ampak mora biti glasba licenčna. Teh portalov, ki vam ponujajo plačljivo ali brezplačno glasbo, kot se reče royalty free, je seveda veliko. Vkolikor ne boste imeli licenčne glasbe in boste želeli to objaviti, boste imeli velike težave z avtorji spletne strani, kot so YouTube, pa vam bodo tako ali tako blokirale vaš posnetek. No, pri montaži moramo biti pozorni na rezanje, na prehode, na glasbo, na naslov, zaključek in pa seveda shranjevanje. Pri iPadu ali iPhonu je fino to, da je to deljenje na koncu res zelo preprosto, kajti vse je pripravljeno, da lahko objavite na Facebook, YouTube, Vimeo, pošljete po messageu, po mailu ali pa shranite video. No, toliko na kratko o vseh teh stvareh.